besede. Hvala. Zdaj, predlagam, da se mogoče narediva en timing, da boste, če mi lahko poveste, dokdaj imate danes čas. Meni se tudi zdi zelo pomembno, tako da se malo spoznava, ker za delo osebnega asistenta je zelo pomembno ujemanje. In tudi, ko zaposlujemo nove asistente, je potrebno opraviti razgovor, da se spoznamo, da vidimo, ali lahko. Pravzaprav sobivamo, ker tukaj gre za neko tudi sobivanje, to je neka podpora, pomoč, ki jo rabimo pri vsakdanjih opravilih in če se tukaj ne ujemamo, je včasih zelo težko. In so pomembne tudi lastnosti osebnega asistenta. A mogoče že kaj veste o samem programu neodvisnega življenja, kaj to pomeni osebna asistenca, ste se... Praviti vsakdanje stvari, da vam oni pomagajo, da je vaše življenje čim bolj nemoteno teče. Se pravi, so oni vaša podaljšana roka, če sem prav postopil v kratkem. Tako. Delate po naših navodilih, to, kar mi želimo, takrat, ko želimo. Recimo, ko nekam grem, je zelo pomembno, da navežete nekako, oziroma da mi poveste, kaj se dogaja, opišete dogajanje, oziroma konkretno, recimo, če gre v trgovino, kdaj sem na vrsti, jaz tudi ne vidim in mi je to zelo pomembno. In recimo, kako bi odreagirali, ko prideva v trgovino, recimo, ne vem, greva kupiti kruh, čakava v vrsti, kako bi vi takrat odreagirali, kaj bi naredili? Jaz povem, pač greva kupiti kruh. Okay. To dobite navodilo in se postavimo v vrsto. Da bi jaz kar rekla, pejte v trgovino, kupite to in to. Sem tako, ker sem rekel, sem se pa spomnil, v bistvu mi smo tukaj zato, da vi normalno živite in normalno je to, da greš po kruh. Tako. Okay, prideva v to trgovino za kruh in videla, da ima sam še eno štruco in se reče, mojoj, sam še črn kruh imajo, a bova še stala v vrsti ali greva druga? Aha, okej, fajn. Recimo, za pultom stoji trgovka. A bi vi kaj navezali stik z njo, kako bi naredili? Čisto običajno, tako če bi sam kupoval. In to je tisto štruco bi prosil, pa še 2 ženoce, pa hvala lepa, ali moram kaj več. Mislim, tako jaz kupujem. Za vas. No, v tem primeru, recimo, ponavadi je dovolj, da vi samo meni poveste, zdaj sva na vrsti in bom potem sama vzpostavila komunikacijo naprej. Ker sicer v tem primeru, če se ta neverbalna komunikacija vzpostavi z asistentom, potem nekako... Nevidna senca vaša. Kaj malo pomaga, ampak v bistvu... Tako nekako. Okay. No, ker jaz asistenco uporabljam tudi na Vročica, kjer imamo hišo, tudi samo grejo vrt s pomočjo osebne asistence in je to zelo pomembno. Če recimo osebni asistent, če mu to ni, ne vem, to delo, da ga nima rad, je včasih zelo zoprno. Jaz iščemo, ne? Najprej vas prosim za eno pomoč. A boste prosim vzeli krožnike, ker krožniki so pa malo večje, nad pomivalnim koritom, ta mali krožniki, prosim. Kam jih postavim? A lahko kar nam... Da imamo malo knut, Ja, super. A lahko kar na pult? Sem podrezana. Izpolnovat na mesto z vidom, preverim, ko smo bili čutljivi. A je to res, da se vam bolj razvijajo, ali se samo bolj zanašate na to? Z uporabo se razvijajo. Ne razvijajo se sami po sebi, ampak ko jih uporabljamo, se bolj razvijajo. Zdaj to bo malo težje, a mi boste prosim pomagali. Ja, kaj pa naredim? Jaz vam vzam? Ja, če kar vam vzamete pa na krožnik, prosim. A boste lahko po sebi podrezali pa kos, kot vam je všeč? Bom kar tega drugega, ki ste ga vi odrezala. Aha, zdaj bomo to da stran vzeli, zdaj nazaj noter. Ne, a lahko kar na vrh daste, kar na vrh.
pa bom dala kar noter. Mi imamo muce in pa tudi umikamo stvari, da si sami kaj postrežemo. Zdaj pa lahko kar izvolite, kar navizo še pribor. A si boste za pitko sami vzeli, boste morali? Bom. To pa ne štukile? Ne. Tudi Tudi za krožnik? Ja. Ja, tudi na desno stran sem Aha, fino. No, to je tudi zelo pomembno, nekomu, da ne vidi, da poveste. Mačka je že prišla pogledati, če je kaj ostala. Aha. Na vodo je prišla. Naš maček pa, a je rumene barve? Ja, Garfield je. Ja, on pa pije iz pipe. Aha. A mu kaj spustim? Ja, a lahko čisto malo odprete vodo in bo pil. Se bo kar nekaj časa ga lahko kar. Gre v eno, ne? Dva dogovora, ne? Dva dogovora pa podpis. Pa najprej ta poziv. Ja, to gre v eno. To gre v eno, potem imamo pa avtorsko pogodbo. Ja, to gre pa v to kuverto. To gre pa v to. A boste lahko na to kuverto tudi napisali naslov, je pa gor na avtorski pogodbi. Ja. Evo, to mava. No, jasno, koliko to lahko. A imamo kakšno mamico, ki je? Kako bo to, ali torbico? Tole bom jaz v torbico, kaj je zelo pomembno. Spremljate me na tak način, da potiskate voziček. Ko prideva do ovire, to pomeni, sploh ko je visok pločnik, lepo prosim, da mi poveste, preden voziček nagnete, ker voziček lahko dvignete na pločnik na tak način, da dvignete na zadnja kolesa in prva potem dvignete na sam pločnik. Tako gre, ne gre rikverc? Ne, rikverc tudi, ampak je težje. Če je samo ena stopnica ali pa pločnik, gre tako veliko lažje. Lepo prosim, nujno povejte, preden to naredite. Da vas ne prestrašite, ne? Ne prestrašite, ampak lahko mi glava pade nazaj. Rečejo? Ja. Pa če vam bo kaj tazga, če boste kaj opazili po poti. Jaz sicer ta konec zelo dobro poznam, vas bom vodila, kam greva. Če boste pa vi kaj tazga na poti videli, ali počasih se zgodi ovira, jaz trajam, da nekam gremo, pa je mogoče kakšna premična ovira ali pa kaj tazga. Takrat povejte, da je to, da ne bo šlo. Da bo malo težje. Tako. A mora osebni asistent tudi biti vaše oči, kadar gre za kakšno upravljanje, recimo, da če pogledajte danes soseda, kakšna je. Kaj pa danes oblekate? To delajo asistenti ali ne? To je pa odvisno, koliko se z asistentom ujameva. Recimo, če sva z asistentom tako, da imamo dober dan, pa da tako že začutva, da gre malo tako. Včasih tudi rabimo se malo ventile sprostiti, ne? In je to prav fajn, jaz tako prav, malo humorja nikoli ne škodi, ne? Super. In ni to v tisti smeri, da bi koga upravljali zelo namerno, ampak tako da se zadaj ima našitek na notrni strani, ja? Znam jaz narobe oblek. Razen, če se je zdaj odšvrgal, upam, da ne. Ne, se zakaj ne. Ja. Sem to čez glavo. Ok. Evo, Tino. Krasno, hvala. A lahko še zadaj malo noter? Zadlažem? Ja. Sem to, da gre zadaj za naslonjalo. Super. Evo, krasno, hvala. Pa vam bom pa dala ključe. Izvolite. Zdaj, ker je cel poj bova zaklenila, notranje vrata pa sem zapreva. Lahko. A boste najprej vrata odprli? Pa prosim, če mi boste tukaj pomagali, ker imamo tako že eno oviro za čez. Ja. Tako pa jaz to nadelam, vse spela. Čez. Ima. Krasno, ja, da ne pade prvo koleno. Eden je pred nama. Vaben. Ja, tam ali je to je 10, ne? Je. Da ne bo. Slučaj si zamte. Biti pa jaz bom mesta prinesla.
Glejte, 8 pa 34 centkov, pa še ročniček vam dam, navaden sem. Ja, takole. Hvala. Hvala lepa, nasvidenje. Zdrav, Lepa, A jaz dam glejte, noter, a ne? prosim, če boste kar vi, rabimo pa kartico, a lahko preverite za telefonske kartice. Če imajo. Zdaj moramo najprej dati osebno številko, a ne? 10 evrov je najnižja vrednost. Prosimo izberite vrednost 10, 20, 50, 25. Za prekinitev postopka pritisnite tipko prekinitev. A pa pravi prekinitev, ker rabim za sina, ker 10 evrov ne se. Imamo 10, 20, 50, 25. 10 evrov. Dam 10, no? A je prekinil? Dam za 10. V redu. 10. Postopek poteka. Sva že? Aha, to bo šlo ponovno stran. Gobica. Ja. Hvala sem moškati, da sem povprejel. A imaš kaj za zdaj? Sem da pomislim. Aha, lahko imamo pa zdaj tudi kup čebulje aparate, če imajo različne pasti. Ne. Aha. Bo ta v redu ali da meni Čakaj, ono, samo samo 4 metre? Ne, veste, kaj ta pa ne bo v redu. Da mu vsa... Skaljena je, Ja, skaljena. A imajo kakšno... Bom dal tole. Ali pa prim... Tole bo več. Kaj bo boljše, ne? Kaj pa ponavadi vzamemo kilsko, Mercatorjevo... A je bila tale Mercatorjeva, ko ste? Kaj pa neka bio od Mercatorja, ja? Imajo pa še rdečo, to pa ni skaljena. Ali pa to, kaj ima se zdaj? Ta je rdeča, ta je pa bela. Ne, to je ne. Veliko, trajno, dolgotrajno ena. V redu. To bo vse, to da lahko kar ne bo. Kako bo to danes? A boste lahko še vi kar gor zložili, prosim? Kakšno večko bo možno? To Mercatorjevo. Imajo sam tele zadivne. Ta srednjo imam tle. Aha, imate, v Tiste redu. tabele ste mi. Ja. Hvala lepa. Svidenje. Dobar dan. Boste vi hvala vrečko vložili na koncu, prosim. Hvala lepa. Nasvidenje. Evo, zdaj gremo kar domov. Aha. Kaj bo iščemo fotografijo za kaj? Iščeva za eno objavo, rabimo pa kakšno tako fotografijo, da bi bil cel motor, Ja. pa čim bolj v naravi, da ni kakšnih hiš, pa da ni registrske. Ja. Ok, pa ta ne bo tako. Tale bi pa lahko že celo oblat. Tle pa cel štirikolesnik, sta iz istega kota slikana kot prej, se pravi iz vajnega levega sprednjega kota, ni registrske, od zadaj je nek sadovnjak, se mi zdi. Tako da je čista narava, nobene hiše ni registrske. A voziček se vidi? Ne, Aha. ker še je v voziček. sprednji slikan. Ja, še Pa bomo voziček. uporabljali eno vidi, od zadaj. ja. No, tle pa iz strani, tle se pa tudi voziček vidi. To je na isti lokaciji, samo da se je postavil bolj na stran. Ta bi, Pomagate mi pa na tak način, da me primete pod desno ramo, tole. tako, pa in se bom pa pomagala, pa bova skupaj. Aha. Sam moramo več prostora imeti, ja. Takole. Sam čakaj, zdaj pa iščem pozicijo, ne bo ta v redu, tako da bom vis-a-vis vrat. Aha, to je proti. Tako. Evo, to bo boljš. Aha, Sam zdaj pa, pa... aha, Pa takole bova še. zasuk naredila, ja? Okej. Evo, super, krasno, hvala.
Fino. No, zdaj bomo po vlogi za obrne. A greste lahko še, prosim, v dnevni sobi so očala, lahko si izberete ali očala ali prevezo. Kaj vam je ljubše? Kdo pa moj asistent? Zaenkrat boste brez. Lejte, najprej se tako malo probajte usest, pa tako malo dobiti občutka. Zdaj pa kar, aha. Zdaj pa vem, zakaj imate vi noge na tleh. Imate skozi noge na tleh, ne? Ja, doma jih imam na tleh, ker je boljši občutek tist neke stabilnosti. Ja, ker sem dobil, se mi je zdaj, da že nekam grem. Tako, kada sem se skupaj gible, sploh da se voziček malo premika. Zato je pol nujno voziček zabremzati, ne? Sploh pri presedanju, tam je pol malo bolj stabilno. Sem to se navadil, ampak na začetku prvič, tudi ko sem se jaz prvič na voziček sedla, jaz sem mislila, da se vrti vse okrog mene. Točno tako občutek sem zdaj imel, da nekam že grem. Ja. A lahko še to poskusite, da ste pa očala dol, če bo kaj drugač občutek. Sem na vozičku sedeti. Jaz drugač, ko sem bil v gimnaziji, sem bil v neki dramski skupini. In to je bila neka igra, kjer je bil en na vozičku. In med vajami smo vsi bili na tem vozičku, tako da sem se takrat naučil tudi po zadnjih voziti. Zdaj ne bom probal, ker že ful dolgo tega, ampak sem navajen biti na vozičku takrat naprej. Ja. Smo vsi to razstvorili. Tako da to gre. Tole je slepota, se mi zdi, da je zame zdaj je večji handicap. Ja? Vaša naloga je priti na balkon. Balkon je v dnevnik, pa tako, mogoče bi bilo v redu, lahko... Da nam je sva zadev to, da ne vas skrbi. Kaj ta zakaj jaz lahko razbijem, če se kam zaletim? Ne. Samo mači šparni slabo. Ker zdaj moram reči, da sem že kar malo pozabil, kako stanovanje zgleda. Aha. Samo brez pomočina. Prak je zdaj, kako bi prišel. Kaj pa, če bi noge dali na podložnike? Sem jih hotel dati, samo pol sem imel feeling, pa mi je bilo strah nekaj. Samo se da prije zelo na ta balkon? Sam? Jaz računam, da vi ja. Ali mislite, da bi rabili podložnike? Moramo pogledati, kakšen je ta rok. Kako je to zdaj? Ja sem čez? Ne. Asistent mi je pomagal. Moram pa reči, da je ta občutek, Ja, kako vete. ta občutek, ko te pa nagne nekdo, je pa kar scary. No, dosegli smo namen, jaz se tržil namen. Mi temu rečemo usiljena pomoč. Kakšna usiljena? Usiljena pomoč, ja. Ja, ker ful ne veš, grozne, no? No super, no sej pa ste prišli nazaj. A slep moram priti nazaj še vedno? Pa dajte probati, ne vem, lahko si tudi s nami, te pa probati kolešček mi skozi. prosim. Ta kolešček se mi skozi mnogo zgledal, pa ne vem, kje sem. Bi šel rikrat zboljš, a? Asistent? Preko vir gre ponavad laže, jaz sem ta je dosti visok rob, tako da tudi to ne vem, če bo šlo, ne. Vse lahko si pa očala snamete, ker ne bo, ja, že tako bo težko. Sam čez ta rob ne moram jaz sam priti. Ni ne, že stopalke ne sedajo, ne, ker je verjetno malo težje, ja. Veste kaj, glede na to, kar ste rekli, da ste sami po zadnjih kolesih, zato sem predvidela, da boste lahko prišli. Se vem, ampak to dolgo nazaj se zdaj malo tako razmišljam, če bi... Ja, sam pa ste nehaj vojti, ja. Matej, a greste rajši zadaj za primer, če bi, recimo, da bi se preveč nagnili. Sem zdaj... Ne bi ga rad... Bo brez siljenja. Jaz sem kar težek človek, ne. Ne bi da zdaj sem preletel, da ne bom kaj, si malo pomagal, če lahko tudi, da nam poškodoval tega. Ne za to, da podnožniki pridejo čez, ja.
zadnji preživim. Aha, bravo. Če bi bil poslednji, pa zdaj mi tudi napadlo. Je uspel, ampak... Glejte, a lahko zdaj pa mogoče eno lažjo nalogo, pa probate pričo v kodnik. Pravzaprav presega moje pričakovanja. Zdaj pa še mene zanima, kakšen je bil pa vaš vtis. Jaz moram reči, da ste se imel prav fajn, no? Ker niste zatežena oseba. Ne vem, jaz sem se tako sprostila, ko sva šla, ko ste me spremljali, sploh ni bilo razlike, kot če bi šla z Matejem. Isto sva klepetala. Pazi, dobro smo delati, moj mandat potegne čez 3 leta, jaz imam ravno pol službo. Evo, bo Katarina poročilo napisala. In to bo motivacija za te, da boš še boljši. Ne, res se pravim, to je zelo fajn tako, no, pozitivni smeri.